Prijazno pozdravljeni spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica in naše redne informativne oddaje Bistriški tednik. Lokalno dogajanje je v minulih dneh obeležil koncert ob 40. obletnici okteta Planika. Pa še kaj se bo našlo, zato ste vabljeni k ogledu oddaje. V lokalnih novicah si lahko ogledate okrogla miza ob tednu mobilnosti, koncert ob 40. obletnici okteta Planika, tiskovna konferenca Lions kluba Slovenska Bistrica, predavanje naturopatinje Erike Brajnik v knjižnici Josipa Vošnjaka. Tudi letos so v Slovenski Bistrici obeležili Evropski teden mobilnosti. Zaradi novega koronavirusa ni bilo množičnih prireditev na prostem, zato pa so med drugim RIC Slovenska Bistrica, Univerza v Mariboru in podjetje Implera v sredo 23. septembra v sejni sobi občine Slovenska Bistrica pripravili okroglo mizo o kolesarski infrastrukturi v mestnih središčih. Strokovnjaki so podali nekaj uporabnih smernic za ureditev kolesarskih poti v Slovenski Bistrici. Več o aktualnem stanju na tem področju je povedal magister Sebastian Toplak z Mariborske fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, ki je tudi vodil projekt izdelave celostne prometne strategije v občini Slovenska Bistrica. Občina Slovenska Bistrica je tudi zaradi lege in tudi drugih, bi rekel, okvirnih pogojev zelo avtomobilsko usmerjena občina. Seveda, bi rekel, takšnih občin v Sloveniji več, ne gre zdaj za izjemo. Res pa je, da v tem območju, vsaj kar smo po statistiki ugotavljali, recimo in kar se tiče uporabe osebnega avtomobila za, bi rekel, dnevna potovanja, dejansko ste dosegali najvišje odstotke, 73% vidimo potovanj z osebnim avtomobilom. In seveda, kar je na nek način za nas, za danes, recimo, seveda, bolj bo spredje delež kolesarskega prometa, ki je s 3% seveda bil, bi rekel, sorazmerno nizek. Zdaj, kar se tiče motorizacije, ste tudi nadpovprečno motorizirani, tudi v primerjavi z, recimo, nekaj bližnjih občin. In tudi, recimo, načini potovanja na delo so tudi, bi rekel, bolj usmerjeni v, seveda, osebne avtomobile. Tako da nekako ugotovitev, da gre za avtomobilsko, bi rekel, usmerjeno mobilnost, verjetno je nam nekako vsem znana in je to samo bilo nekako potrjeno. Oktet Planika letos praznuje 40. obletnico delovanja. Častitljiv jubilej so obeležili s slavnostnim koncertom v četrtek 24. septembra na zunanjem dvorišču Bistriškega gradu. Koncert, ki je navdušil 280 obiskovalcev, je bil v dveh delih. V prvem delu so predstavili slovenske narodne in umetne pesmi. Izbrali so skladbe, katere so največkrat prepevali na svojih koncertih. V drugem delu pa so se skupaj z gosti z Big Bandom Slovenska Bistrica, Tejo Pančič, Tomijem Baronom in Martinom Juhartom spomnili zmagovalk popevke Vesele jeseni. Stari luta mladi, poslušajte, kaj bom govoril, da se na Pohorju tam našem kaj tako zgodi, da ti pripeljem tam tebi. Podrča dolino pa hlode spuščali, no virkec smo pili pa juckali vsi, te ljudi so prišli se drli gori. Je huj, da ica blan, avtilo se je z Wolfenka, patron nam dol gori, je baugi ljudi mi.
da pa som hakl najvisi, pač rejveš štukat si, je grota besjaka gori. Priša prlek Maribor, da si ga pogleda, se zaleta v semafor, drenga folk se gleda. Nah pa drapne v totikli, je šteja krpic sobot, pa so je mi dali štrik. Pa je vuj do golo, kjer ste ljudi čisto nori, prlek priša, prlek ša, v tope naše Maribori, mega ničke boljšega, kjer ste ljudi čisto nori, prlek priša, prlek ša, v tope naše Maribori, mega ničke boljšega. Plos, hišice stare na lentu, v mraku i zdrave rasto. Sence pozabljenih krčev, s plosi po vodi privro. Stari spomini se vžgejo, plosi ko brižju drsi, sploh pa skačejo vodje, nočnik na plosu se žge. Štefanovina krčmarka se zapeljivo vrti, se vrti, pimo ga bjeri kosmati, plos se še brega drži, se drži. Toti presnejti, štajerski klejti, Bogi naš Joža, žena ga Boža, rad bi ostal še, pa mora domov. Brihneje glave, rad ma zabave, šinemo glavo, pa gruntal je pravo, popil ga bom liter, te pa domov. La, 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 zabojmo vsi, štajerska se veseli. La, 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 zabojmo vsi, štajerska se veseli. Toti presnejti, Štajerec veseli, občan se postavi in včasih obdravi, ki se pa tiše, ribe lovi, brihneje glave, rad ma zabave, Štajerec je pravi, rad se postavi, nobeden če niso, nime domov. La, 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 zabojmo vsi, štajerska se veseli. La, 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 zabojmo vsi, štajerska se veseli.
petek, 25. septembra, je Lions klub Slovenska Bistrica v gostišču Larmonija na Spodnji Ložnici pripravil tiskovno konferenco o vseslovenski akciji ozaveščanja otrok, ki so jo začeli z izdajo slikanice Sladka Ana. Vse o akciji, vključevanju šol, podpori distrikta Lions Slovenija in o 11-letni dobrodelni aktivnosti lokalnega Lions kluba so predstavili predsednica Lions kluba Slovenska Bistrica Vesna Stičič, zdravnica in alergologinja Maja Kavalar, bivši predsednik Lions kluba Slovenska Bistrica Peter Tič in pooblaščenka guvernerja za New Voice in odnose z javnostjo Maja Krušič-Šega. Moram reči, da mi je veliko čast in tudi veselje, da lahko kot pediater povem nekaj besed o vašem novem projektu vseslovenskem Sladka Ana, ki govori o sladkorni bolezni pri otrocih oziroma diabetes mellitusu. Sladkorna bolezen je poleg astme za otroke druga najpogostejša bolezen in vsako leto na novo zboli 75 otrok. Lahko zbolijo že dojenčki in žal je bolezen kronična, neodzdravljiva in dokončna, torej do konca življenja. Pediatri vemo, da kadar otrok zboli vsa družina. Poznamo dva tipa bolezni. Tip 1 je avtoimuna bolezen, kjer prihaja do tega, da lasten imunski sistem uničuje celice Langerhansove v pankreasu, ki producirajo hormon inzulin. In zaradi tega je motena uravnava sladkorjev v krvi. Sladkorna bolezen tipa 2 je bolezen, ki je bolezen sedanjega časa, nastane zaradi prevelike teže otrok, hrane, ki vsebuje preveč sladkorja, maščob, omejenega gibanja. In v bistvu se lahko Slovenija pohvali, tako kot skandinavske države, da imamo v zadnjih letih zelo malo primerov tipa 2, kar pomeni, da je to posledica preventive in osveščanja o zdravem načinu življenja. Pomembno je, da znamo prepoznati začetne znake bolezni, torej otrok hujša, veliko pije, veliko urinira in je zelo nerazpoložen. Sladkorna bolezen je bolezen razvitega sveta in odraz ekonomskih in socialnih determinant zdravja. To je revščina, neizobraženost. Zato je pomembno usklajeno delovanje zdravstvenega sistema in celotne družbe za preprečitev bolezni. In tu vidim vaš potencial oziroma pomembnost, da osveščate otroke, starše, skrbnike v šolah in vrtcih, da postane bolezen prepoznavna. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je v sodelovanju z društvom zeliščarjev Hermelika v sredo 30. septembra v prostorih knjižnice pripravila predavanje Erike Brajnik z naslovom Vpliv hrane pri določenih zdravstvenih težavah. Erika Brajnik je naturopatinja, predsednica naturopatov v Sloveniji in predstavnica Svetovne naturopatske federacije za Evropo. Ljudem pomaga iskati vzroke slabega počutja, če že ne bolezni, in jih uči, kako pomembno se je vsak dan posebej odločiti za zdravje. Zdaj, mi imamo ene določene bolezni, ki so vezane na eno dolgotrajno toksemijo telesa, takrat govorimo o kroničnem obolenju in o degenerativnem obolenju. Torej, govorimo o revmi, govorimo o artritisu, govorimo o putiki, govorimo o raku. Druga stvar so pa akutna obolenja, so tista, kar pridejo znenada, o katerih bi rada danes več pregovorila, zato ker se mi zdi bolj priročno to zdaj, kaj se zgodi, če te napade slepič, imamo napad slepiča in ne moramo priti do bolnice v končni fazi. Kako si pomagati, ne? Tako da to se mi zdi bolj pomembno, zato ker, ko pravim, kronična obolenja, enega raka mi hranimo tudi 10 let.
Hranimo se z nepravilnim spanjem, če spimo 4 ure na noč, če vsak večer preko gremo spat, pojemo sendvič ali pa pico, če ne jemo zajtrka in tako naprej. Tako si isto prikrademo revmo, artritis, razne alergije, psoriazo, luskavico, to je vse vezano na to zgodbo. Tako da moramo narediti eno prečiščevanje za hrano, ki traja na 2 meseca, to, ko svetujem tle, da se stanje umiri in počasi stopi nazaj, s tem, da traja približno kolikor let, toliko mesecev. To pišem v vseh mojih knjigah. Seveda bom dobrodošla interakcija, to pomeni, da me boste lahko vprašali, karkoli boste želeli glede teh bolezni in tega. Zdaj bomo malo pa govorili o nas. Mi ljudje smo si podobni, nismo pa si vsi enaki. Zato potrebuje vsako telo svoja navodila. Navodila so napisana vsaki osebi na kožo, ker vsak ima ene določene predispozicije, vsak ima ene določene težave. To je to. Tako, ko imamo teh 5 elementov, tako imamo teh 5 konstitucij. Jaz bi zdaj tako pogledala te morfološke konstitucije in zraven bi spregovorili o teh akutnih obolenjih. Torej, imamo morfološko obliko srčnega tipa. To je tak človek, tle imamo gospo v prvi vrsti, direkt pred mano je konstitucija srčni tip, gospa, 100%. Jo že vidiš, če bi dala masko dol, bi že videli taka močna lička, ne? Konstitucija morfološka, zraven hčerka, tudi srčna, ne? Tudi ona ima isto konstitucijo. Torej, tak človek se rodi, ki ima široke zapestnje, široke gležnje, ne moreš biti suh kot trlca, konstitucija je taka bolj močna. Tako je. Baročne prsi, torej mati narava da, bohotno, ne, tle ni skrbi. Taka oseba je močne postave, torej močna postava, taka konkretna, široke kosti, torej je že vse skupaj izgleda dosti vitalne energije. Ponavadi mi z iridoskopom naturopatije vidimo stopnjo vitalne energije, ki jo ima oseba. Tle vitalna energija je zelo dobra. Oseba je srčna, to pomeni prijazna, rada drugim pomaga, skoči na pomoč in tako naprej. Tudi vezano na spanje, oseba zjutraj zelo zgodaj, je jutranji tip taka oseba in zvečer takoj zaspi ob 9, spat, utrujenost, oči se lepijo in zjutraj tudi, kadar ima nekdo začenja imeti težave z srcem in ožiljem, takšna oseba zjutraj začuti, ali se že poti proti jutru v ta del tukaj, in že čuti zjutraj eno toploto tukaj, malo preveč vroče. Takšna oseba težko prenaša poletno vročino. In zdaj tle pridemo do težav, ker so recimo nekontrolirano razbijanje srca. Pride lahko težave z vzdihanjem, to je vezano malo tudi na pljučni, na pljučno težavo. Torej, če nas, prvo, kar morate čuti tudi že otrok, kadar raste, če ima težave s srcem, čuti tle v prsnem delu neko zbadanje, tiščanje. Tako zbadanje, ker, kaj bo rekel otrok, zbadanje, tretje, Recimo, tega otroka že vidiš, kadar zaspi, se spoti v glavo. Ko otrok zaspi, se spoti v glavo. To že je en znak, da energija srca ne teče pravilno, ni da zdaj rabi operacijo srca, da se razumemo. Energija srca ne teče pravilno. Ta energija srca ne teče pravilno, če pol, kadar rasemo, rečemo, ja, to je znak rasti, če tle noter te špika. Ni prav, mislim, ni prav vse najbolj normalno. Otrok ne ve, kaj je normalno, zato ker ne ve, da to, kar ga zbada v prsnem košu, ni normalno v končni fazi. Druga stvar, kar čuti dosti ljudi in niti ne pove, razbijanje srca. Razbija srce, poskakuje srce, se oglaša srce. Kadar je srce zdravo, nimamo kaj čuti, slišati. Srce mora biti neslišno, mora biti svoje delati in to je to. Kadar mi pa slišimo, da se on oglaša, pomeni, da srce je v deficitu. Takrat imamo težavo z srcem in ožiljem. Tisto, kar je dejansko vezano, prvi vzrok smrti na sveti. Zdaj izgleda, da je vse korona samo, ma dejansko prvi vzrok smrti na sveti so težave s srcem in ožiljem.
Zdaj, tako srce potrebuje eno kri, ki je sveža, ki je redka, ki ni gosta. Tudi zdravnik ti da aspirin 100, v končni fazi da Concord, da neki za rečit kri, ne? Evo. Zdaj, kaj boste vi naredili, če vas prime težava s srcem, recimo, tle imamo gospoda, tako da ne bomo oblajali samo ženske, in ta gospod tle lepo od zadnje v zeleni majici, ga vidite, kako je on rdeč v obrazdi, ne vem, je narodno, zato ker vsi gledamo, ali pa ima deficit srca. Kdor ima deficit srca, ima izrazito rdečico v tem predelu. Torej, oseba, ki bo imela težavo z srcem, se bo primila tle, bo čutila lahko razbijanje srca, ji bo zelo vroče in bo tudi rdeča v obraz. Takrat lahko mi naredimo eno zelo lepo stvarco za si pomagati, dokler ne pridemo do zdravnika. Normalno, da zdravnika potrebujemo, razumete, naturopat ne dela delo zdravnika. Ma kako si lahko pomagamo? Da si zrečimo kri na hitro. V moji knjigi pišem, kako si zrečimo kri z jedilnikom. To pomeni, odstranimo iz jedilnika kruh, ker kruh gosti kri. Tisti naš vsakdanji dobri kruh ga moramo zeliminirati kategorično iz jedilnika. Torej, nobene vrste kruha brez glutena, z glutenom, polnozrna, tak, drugačen, nič. Riže v kamu, nič. Nobeni njoki, nobene pašte, nobeni razni knedli, štruklji, ali kaj imate vi tle najrajši, nič. To, kadar gre ta moka stran, ta moka gosti kri. Bolj, ko je vreme težko, več, ko je vlage v zraku in bolj, ko je vlažen kruh, katastrofalno je za srceno žilje. Zdaj, ena stvarca, kar strokovnjaki ne vejo, zato ker se ne ve, kaj vse povzroča koronavirus, ma dejansko ne bi povzročil krvne strdke, torej ne bi gostil kri. Alora zdaj, jaz vam povem, da ta kruh mora iti stran iz naših mis. Zato, ker gosti kri. Bolj, ko je vreme vlažno, zdaj je najslabše obdobje v celem letu v Sloveniji. Od 15. avgusta do 15. decembra je vlaga. Ne bomo mi na Primorskem, eni več, eni manj, ma tako je. Medtem, ker po zimskem solsticiju, po 20. 25. decembru se menja, pride mraz, jama suhi mraz, ni več vlaga. In takrat lažje telo prenaša in kruh, noben kruh vlažen ni zdrav, absolutno ne. Če ima nekdo pa take težave, absolutno ga odstrani. Tako da ko preventiva tudi samo, da preživimo zdaj ta čas histerije in strahu in vsega skupaj, da smo tudi malo vitalni in malo bolj kruh stran, dolgoročno, kratkoročno pa akutno, torej kronično, akutno. Če nas pa prime težava z tem razbijanjem srca, potem zelo pomaga LED terapija. In sicer kako? Se uležemo, noge dvignemo tako malo nad glavo, vzamemo popek, vzamemo kocko ledu iz hladilnika, jo zavijemo v robček, ne direkt na kožo, in v popek. In tam zadržimo 2-3 minute, malo se moramo tipati, malo moramo tipati. Samo ta reakcija tukaj, popek, ki je točka, vstopna točka, v bistvu popek je točka prvega hranjenja, je tesno povezan z tretjo čakro, tretja čakra je tesno povezana z zvranjico, ona tista je, ki določa gostoto krvi, zato ker proizvaja, določa, koliko števila trombocitov je treba kri proizvesti, no to pač malo teoretično, v glavnem, če damo to kocko ledu v popek, nam zreči kri. In nam bo pomagalo, da bo razbijanje srca pojenjalo. Nobeden vam ne reče, da nas meste k zdravniku, samo tisto vam bo pomagalo 100%. Ok? Torej. Ja, vsako tako razbijanje srca, kjer je presežek toplote tudi tukaj, torej kjer je rdečica tukaj, kjer čutimo vroče, ne moramo dihati. Torej, tudi če ni razbijanja, da imamo neko stisko, da ne moramo dihati, da čutimo neko vročino, to bo pomagalo razbremeniti ta del, razumete? Tudi pri menskem oblivu. Ja, ker menski obliv je ista zgodba, zelo podobna. Ženske živimo dlje od moških, zato ker enkrat na mesec se brezplačno čistimo z menstruacijo. Ko menstruacija zgine,
je to čiščenje se ustavi. In kar naenkrat se kvaliteta krvi poslabša, se zgosti, toksinov je več v telesu in tisti surplus, če nekdo ne prilagodi jedilnika, v tem primeru svetujem jetrni jedilnik, če ne prilagodi, pridejo do te oblivi. Ne? In poreče nekdo, ja, jaz sem v meni in imam oblive. A res, koliko časa že? 5 let, 5 let, ne more biti. Normalno, da 5 let ne hodiš v meno. Prišel si v meno v par mesecih. Problem je, da pol so tisti toksini, ki ostajajo noter in ti nagajajo. In takrat je dobro, sosterapija, ta led, zato ker ta led, veste, razbremeni tudi jetra. Zreči krima, kadar bomo govorili o jetrih, vam bo razložila, kaj je naredila jetra. V glavnem, ta zadevščina, kadar mi postavimo to kocko ledu, ne smemo pretiravati. Ta terapija mora biti tako 2-3 minutke. Mi moramo dejansko se poslušati, moramo dati ta led kocko gor na popek, v 3 minutah se več ali manj, če je vse vroče, itak stopi. In se skladi. Kadar se ta zadevščina skladi, oseba diha boljše, je boljše. Takrat v tem primeru jaz svetujem pol seveda med tisti dan prvo pito ogromno vode, 2 litra na dan, ne, preveč ne, premalo ne, ma recimo 2 litra je čisto v redu. Pol seveda svetujem, da oseba pije veliko kurje juhe, o tem bomo govorili že pri pljučnem, in tisti dan, da jemo malo ležerno, to pomeni veliko radiča in fižola, veliko kivija dopoldan, sadja in za sto kurjo juhco, torej nobenih spet pojedin, lazanje, kaneloni, njoki, ne. Dajmo zdaj zdrava nekaj, mu razbije srca njoke z gorgonzolo, gre direkt na urgenco, ma v isti sekundi gre na urgenco, zato ker mu tako zgosti kri. Zelo hitro, torej ta zadevščina, vi ste opazili slučajno, kdo izmed vas sigurno dela v kakšni pisarni. Če nekdo recimo gre na kosilo, probite narediti test, greste na kosilo in pojeste joto, brez kruha, ali pa greste na kosilo in pojeste njoke bolognese. Vi greste nazaj, bo tako, z njoki z bolognese, z joto ne, z joto ne. Je hrana, torej, ki takoj ti da energijo ali pa ti vzame. No, dejmo, jaz imam dizelca, če zdaj grem na pumpo in tankam benzin, ne pridem do doma danes, niti slučajno ne. Sem dala napačno navodilo. Naše telo je bolj hvaležno, nam bolj služi. Torej, mu damo napačno navodilo, še gre naprej, bogi reveš, ne? Zato, ker on je nastrojeno, da preživi. Ma dej napačno navodilo en dan, dej napačno navodilo drug dan, dej napačno navodilo tretji dan, pridemo v enih 10 letih do rak, revma in tako naprej. Medtem, ker ta SOS varianta, torej za si pomagati zdaj v luči, jaz nisem imela nikoli tazga predavanja, da sem razlagala, kako si pomagati doma, zato ker navadno v končni fazi greš k zdravniku na urgenco in ti že kaj naredijo, pomagajo. Samo zdaj imamo prav to stisko, da ne vemo, hvata panika, zato ker ne veš, kaj narediti, ker do urgence ne moreš priti, do zdravnika ne moreš priti, imaš 40 vročine, bomo povedali, kaj narediti. In še bolj so ljudje prestrašeni, še bolj so ljudje negotovi, samo zaradi tega. Tako da dejansko ta stvar pomaga. To zelo dobro vam bo pomagalo umiriti srce in ožilje. Ta led terapija zreči kri v sekundi, seveda pol popaziti z jedilnikom en par dni, da se zadevščina umiri. En srčni jedilnik pol, da svetujem 1-2 meseca, da se pol ta zadevščina umiri. Tako so ljudje odpravili že veliko takikardi, veliko težav z srcem in ožiljem in dostim tudi pol na operacije raznorazne ni bilo treba iti. Zato, ker recimo, če imamo samo eno blago popuščanje zaklopk, če dejansko imamo gosto kri, to srce se matra pumpati in tudi ta zaklopka ima več upora, ima več dela, logično. Če pa mi imamo bolj redko kri, bolj hvaležno, se ta zaklopka manj porabi in ne pride do take težave, da bi jo moral zamenjati. Lahko jo ne zamenjaš, lahko jo zamenjaš dosti bolj pozno in tako naprej, razumete? Tako da itak si naredite uslugo, ne? Da sledite temu. Glejte, srce in tanko črevo sta povezana, tako da če se mi pol aktiviramo in tak jedilnik, recimo, tanko črevo je zelo povezano z srcem. Dostikrat sem imela težave, so imeli ljudje s takikardijo, kjer na srcu ni bilo niti ene težave, ma so šli na blato enkrat na teden.
enkrat na teden na blato. Normalno, da ti razbija srce, če greš enkrat na teden na blato. Halo? Torej, takrat, zato sem rekla kivi. Tudi 5 kivijev na dan. Če vi ste zaprti, vi morate narediti vse, da boste šli na blato. Mi v Sloveniji imamo eno vodo, ki je blagoslovljena zdravilna voda, ki se kliče Donat. Nikjer v Evropi je nimajo. Tista voda, če imamo mi težavo za srce, jo moramo piti. Ima tudi magnezija. Magnezij je absolutno, služi srcu, je mineral srca. Možganov, tudi mišic, ima tudi absolutno srca. Tako da piti Donat 2-3 deci, tisti dan tudi 1 liter, tisti dan mora iti z vas, zato ker če ne, bo to srce znorelo. Ne? Torej, tudi če imamo fibrilacijo, karkoli, torej, da srce začne noro razbijati, mi si moramo sami doma pomagati, da zrečimo kri. Zato ker če zrečimo kri, tudi če imamo fibrilacijo močno, ne pride tako hitro do strdku. To so enostavne stvari. In zraven moramo poskrbeti, da se ščistimo, zato ker pol se rešimo hitreje tega pregretja, ki se naredi v teh spodnjih možganih. Torej, ste razumeli? Kivi, Donat, kurja juhca, led in seveda čau, adijo za kruh in njoki, da naslednjič bo kruh za Božič. Evo, tako da bo mir, da bo jasno povedano, kdaj je naslednjič kruh, ne? Zato, ker so težki časi in si moramo sami sebi pomagati. Ker zdaj zdravstveni sistem je v kaosu. In tle zdaj, kako boš ti računal na nekaj, kar ne veš, če bo ali ne bo? Ja, z mene je bilo tako, pomag si sam in Bog ti bo pomagal, a ni res? Tudi za zdravnika, veste, če ima oseba, čakaj, da vidimo tle, evo, srčni tip, ne? Tle lička, smo zmeraj tam, ne? Veste, srčni tip ima ličke, imaš kaj ni vdolbince tle noter, je ima taka polna ustka, pol dobro, zato ker je rad podbradek in te zadevščine, ne? Tudi kirurg, če ima za odpret tako telo, polno maščevja, težko kaj operira, težko vidiš, ne? Če pa je lepo vse pravilno, ni maščobe, ni fibromatoznega tkiva, prevzeme, kar rabi, zapre, konc debate, laže, tudi on dela, to vam hočem reči, torej narediste sebi usluho, narediste usluho tistemu, ki vam pomaga, narediste usluho zdravstvu, narediste usluho malo vsem. In zdaj bo treba začeti malo v tem smislu razmišljati, zato ker prej smo bili razvajeni otročički na komot, ne? V drugih državah, ne vem, ko je Srednja Amerika, Južna Amerika, ljudje dosti bolj posegajo po zelišču, zato ker zdravstvo je tako v rasulu, ne, ker ni denarja. Ja, zdaj tle, moj Bog, bo malo podobno, ne, vsaj za par mesecev bo tako da bo treba si zavihati rokave in če imate doma en ata, ker ima 120 kg in da razbija srce mu, prvo, kar je, da mu narediste usluho, mu vzameste kruh za vekomaj. Bo jezen na začetku, ma pol vam bo hvaležen, zato ker bo lepo preživel. Srčni tip človeka se zredi v trebušček, vse gre tako, joške trebuh, pri ženskah, ima tudi pri moških, tako naprej, ne. Bolj kupata, hruškasta postava, ni to hruškasta postava, ne, to je tisto. Torej, ja, in še eno slikico, samo zdaj tle je nimam, grba, ne, grba, tle gre meridian srca in oseba, ki ima gosto kri, se ji naredi grba. Je lahko oseba, paste, tudi suha, jih ni dosti, ma lahko je oseba suha in ima tle ta buhtelček, grbo. In reče, ja, se to vsi imajo v naši družini. Če bi šli pogledati krvno sliko in pogledali recimo trombocite, bi videli, da so na zgornji meji, da je gosta kri. Tej trombociti gledati, opazovati to krvno sliko zdaj v tem korona času bo zelo pomembno, zato ker kri mora ostati redka. Ker je eno teh stranskih učinkov te korone je, da gosti kri in pol povzroča možganska kapt, infarkta, karkoli normalno zaradi teh strdkov, ne. Zdaj, paziti se tega ne košta dosti, ne, kruh bomo še prešparali, ker nam bo treba kupiti, mesiti, peč ali karkoli, bomo jedli riž, ko Kitajci bomo jedli druge stvari, ma ne bo ajdova kaša, tle imate ajdovo kašo, moj Bog, ajdova kaša je zdravilna, proso, absolutno, ješpren zelo reči kri, med žiti je tisto žito, ki najbolj reči kri, je super. Tako da, toliko glede srca.
Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so v času od 21. do 28. septembra obravnavali 7 kaznivih dejanj, od tega 2 dejanji poškodovanja tuje stvari, 1 kaznivo dejanje poskusa velike tatvine in 4 kazniva dejanja tatvine. Spodnja Polskava. Neznani storilec je vlomil v poslovne prostore podjetja in odtujil 5000 evrov. Zgornja Polskava. Neznani storilec je s poškodovanjem tuje stvari lastnikov povzročil za 1000 evrov materialne škode. Policisti so bili obveščeni o 15 prometnih nesrečah. Od tega so obravnavali 7 prometnih nesreč kot prekršek, v 8 primerih so odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencem izdali pisna obvestila. Zaradi povzročitve prometne nesreče so povzročiteljem izdali plačilni nalog, zoper enega pa je bil uveden hitri postopek. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti opravili 13 intervencij, od tega 5 intervencij v zasebnih prostorih in 8 na javnem kraju. V 2 primerih so intervencijo zaključili z izdajo plačilnega naloga, v ostalih primerih pa z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v današnji informativni oddaji Bistriški tednik. Bodite lepo, bodite zdravi in srečno do prihodnjič.